Pozdravljene, drage gledalke, dragi gledalci in dobrodošli v zobni ambulanti SIS-u, kamor smo prišli po lep nasmeh. Z mano v ambulanti je ustanoviteljica in direktorica dr. Kiara. Pozdravljena. Pozdravljeni. Povejte mi malo o storitvah, ki jih nudite v vaši prečudoviti ambulanti. Ja, zdaj nahajamo se v Trzinu, imamo splošno zobozdravstveno ambulanto, kjer smo zaposlene 2 zobozdravnici in pa tudi kirurga imamo. Tako da v bistvu izvajamo vse storitve od čiščenja kamna, ki gre nekako za najbolj osnovno storitev, do izdelave implantatov. Največ se seveda izdeluje, se pravi, zobnih zalivk, kjer pač popravljamo zobe in zobni karies in vse ostale zobozdravstvene storitve od najosnovnejših do bolj kompleksnih. Povejte mi malo o zaposlenih v ambulanti. Vidim, da je mlada ekipa, energija je zelo pozitivna. Ja, tako kot ste videli, smo 2 zobozdravnici. Imamo tudi 2 sestri in pa pač kirurga, vsi smo približno isto stari, tako da smo mlajša generacija zobozdravnikov, kar pa nas tudi v bistvu žene in se trudimo, da smo res čim boljši, imamo čim naprednejšo tehnologijo in tako. Dajte mi malo povedati, glede mislim, da jaz tazga stola zobozdravstvenega v zdravstvenem domu nisem videla, niti ga po moje ne bo mi, res? Ja, mislim, kot pravim, se trudimo, da v bistvu je imamo čim boljšo opremo, da je pacientom čim bolj udobno, tako da gremo v to smer, da smo čim bolj inovativni. Okej. Povejte mi malo, dr. Kiara, se pravi, sprejemate paciente od najmlajših do najstarejših ali imate tukaj kakšne omejitve? Mislim, ne, omejitev ni, glavnina je sicer so pač odrasli pacienti, sprejemamo pa tudi kakšne otročke. Tako da tiste dnevi so zabavni. Verjamem. Povejte mi, na primer, prednosti vaše zobne ambulante. Ja, zdaj, kakor sva že omenila, nekaj pač so prostori, nekaj oprema. Mislim, da je tudi dostopnost zelo v redu, glede na to, da pač imamo svoje parkinge, relativno enostaven dostop. Potem pa kar se tiče pregledov, kar se tiče recimo urgentnih stvari, se res trudimo, da je to čim hitreje, gremo čim bolj pacientom na roko, tudi z urniki se prilagajamo in tako. Tako da res se trudimo, da je čim bolj prilagojeno pacientom in da se pri nas čim bolj počutijo. Okej, se pravi, zdaj, ko smo se malo dotaknili urnika, odprti ste od ponedeljka do petka? Tako. Od katere do katere ure? Večinoma smo pač nekje ob 7 zjutraj začnemo, pa potem do večera. Se pravi, na primer, če bi se jaz zbudila z zobobolom, pokličem dr. Kiara, boli me in pridem že isti dan na vrsto? Tako, ja. Zdaj sploh, ker imamo pač razširjen kader, to omogočamo praktično vedno. Gremo razbiti en mit, oziroma vi mi boste lahko najbolj razložila, beljenje zob. Beljenje zob, na primer, se mi zdi, da si želi vsak imeti vedno bolj bele zobke, ampak potem vsi nekako razmišljamo, ker smo slišali nekje, da se sklenina okruši, pa da bomo pol, ne vem, bom popila kavo, pa bom imela takoj rumene zobke. Dajte mi malo to razložiti. Ja. Zdaj, z beljenjem zob je bil včasih res problem, ker so bile te belila zelo močna, zelo invazivna, povzročila so to, da so recimo se zobe krhali, da je bilo neko dolgotrajno skelenje in tako, ampak zdaj temu ni več tako. So v bistvu produkti in to toliko napredovali, da mogoče je skelenje v vmesnem času, kakšen dan, 2, potem pa izzveni. Mi tega beljenja res veliko naredimo, pa nismo imeli še, da bi nekoga skelelo dlje več kot 3 dni, recimo. Pa še to se da vmes recimo malo prekiniti, pa pol je načeloma noben ni imel kakšnih dolgotrajnih posledic ali pa bolečin. Kaj pa potem z obarvanjem zob potem? Ali se res hitreje obarvajo? Moramo biti nekaj pozorni? Mislim, da hitreje se ne. Se tako, kakor bi se pač vaši obarvali. Res, da se to mogoče bolj pozna, zato ker so pač prej bolj beli. Res pa je, da pač na to obarvanje, kdaj bojo spet rumenkasti nazaj, vpliva kajenje, kava, pravi čaj,
rdeče vino, potem razne živila, ki so pač močnih barv in tako. Tako da ta proces stalno nastaja, ne, ker pač zobe dnevno uporabljamo. Tako. Drugače pa ni nič, kar se tiče s tem posebnega. Dajte mi povedati, naprimer, katerih storitev pa največ opravite. Prej ste omenili že pač zalivke, plombice, kaj pa implantanti? Ja. Tudi koliko, naprimer, veliko se govori o Hollywood smile, se pravi, vsi si želimo tistih popolnih belih zob. Tudi to delate? Ja, tudi to. Vse v bistvu pacient, ki v bistvu to so prevleke, ne, se pravi to ali pa luske. In če pač si pacient zaželi zelo bele zobe, ne, mu pač tudi čist bele zobe naredimo, to je pač tak nek Hollywood smile, ne. Res pa je, da moramo misliti na to, ne, tudi če v bistvu si želimo Hollywood smile pri 30-ih, ne, moramo računati, da bomo imeli te zobke do 50, ne. Tako da moramo daljše časovne obdobje premisliti, če nam bojo še takrat tudi toliko beli všeč. Se pravi, kaj pa časovno? Naprimer, če bi se jaz odločila, dr. Chiara, zdaj pa želim imeti popoln nasmeh, Hollywood luske. Časovno koliko časa naprimer traja cel ta postopek? Se pravi, za luske se v glavnem odločamo recimo tako, ne vem, ko imamo zdrave zobke, da jih hočemo pobeliti, da jih hočemo lepšo obliko narediti in ne vem, ponovati malo večje. Tako da to cirka traja recimo 14 dni. Tako da od začetka do konca, ne. Pa je ta postopek boleč ali? Mislim, da se anestezija. Ko se pač brusi, ko se piha, ko se lepi luske gor, v teh primerih se da anestezija. Tako da načeloma ni boleč, razen pikica od anestezije. Pa pomembno je, kar ste omenila, da imava tudi zdrave zobe, ne? Prvo moramo imeti vse zdrave zobke, da potem lahko v bistvu delamo olepšave, ne? Tako. Dajte mi povedati, čiščenje kamna. Kolikokrat na leto je to priporočljivo oziroma kolikokrat bi vi priporočali, da pride? Mi v naši ambulanti priporočamo, da se to pač naredi vsaj enkrat na leto. Zdaj, če se komu kamen zelo hitro nabira, tudi večkrat. Ampak ja, tako, vsaj enkrat na leto je priporočljivo, da hranimo zdrave. Predvsem dlesni, no, je tukaj problem pri kamnu, da v bistvu nimamo vnetja, nam ne krvavijo. Potem bolezensko stanje, ki sledi iz tega, je parodontoza. Česar si pa pač ne želimo. Noben ne želi. Pa tudi pri zobnem kamnu, čiščenju zobnega kamna ni nobene starostne omejitve, ne? Oziroma ali priporočate, ne vem, pri katerih letih bi se to že v bistvu moralo začeti izvajati? Mislim, ne, ni starostne omejitve. No, vsaj v nekem delu procentu ljudi se kamen niti ne nabira, no, pa kamen očistimo bolj preventivno in tako, da v bistvu pregledamo še zobke, pregledamo vmesne prostore in tako. Drugače pa ni v bistvu neke časovne omejitve, da bi rekla, od tega leta naprej pa je potrebno. Se pravi, nekako spremljamo in čim vidimo tiste oblogice, poklicati dr. Chiaro in se naročiti na termin, ne? Se pravi, na termine, kakor sva rekla, za kjerokoli storitev se ne čaka nekaj veliko oziroma lahko pridemo v dnevu, dveh na vrsto? Tako. Mislim, če je neka nujna stvar, kot sva rekli, že je ponovno to isti dan, ja. Če ne, se pa pač dogovorimo s pacientom. Ampak ni pa neke čakalne vrste? Ne. Če se počaka par dni, da se, najdemo termin in tako, ampak ni da bi čakali 2-3 mesece na termin. Dr. Chiara, najlepša hvala za brezplačen prvi pregled. Sploh nisem vedela, da to tudi nudite. Terminček imam pa kdaj? Se pravi jutri ob 12. Če je v redu. Najlepša hvala, Chiara. Se vidiva jutri. Hvala vam.